kar obljubljajo, ne? Zdaj pa da vidimo, kaj so pa zares pripravili. Dobro jutro, ura je München, zgodaj zjutraj. Včeraj sem prišel sem zato, da sem si pogledal ta nov telefon, ki ga je Huawei pripravil. To je Huawei Mate 10. To je Mate 9. Kar se mojega razmerja s predhodnikom tiče, od začetka sem ga dosti uporabil za snemati pa za montirati, pa kar nekako pridobil neko drugo vlogo, in sicer vlogo družinskega zabavljača na kakšni poti ali pa tako naprej. Tam mala je dostikrat gor kakšne risanke gledala ali pa kaj podobnega. Pa zdaj moram nekaj pokazati. Sem še po telefonu, da bi lahko tole pokazal. Kolega Srđan Cvjetović, ki drugače piše za Siol, je dal naslov članku: to sta najpametnejša telefona na svetu. Zakaj telefona? Mate 10 pa Mate 10 Pro. Za Pro, za tega sem ziher, da pride k nam. Ziher sem, da navaden Mate 10 k nam ne bo prišel. Posnel sem kupenih zanimivih stvari, dosti stvari sem probal tudi v praksi, ampak se veš, da ta prava praksa itak vedno pride takrat, ko se ti s telefonom malo intimno spoznaš, pa ga začneš uporabljati v tistih scenarijih, ki se ti dogajajo vsak dan. Je pa telefon pokazal ogromnega potencijala. Jaz ga ne bi rad preveč na hajpu. Poglejte si, kaj sem videl. Moram pa izpostaviti par stvari, ki so se meni kot highlight izdel taki, da izstopajo, pa da bi znali predvsem meni prav prijeti. Zdaj, eno stvar moram čisto takoj priznati, ne. Jaz sem bil že na veliko avtomobilskih launchih, predstavitvah, prvih vožnjah. Na telefonskem, to pa še enkoli, sem kar malo... Mislim, ne moram reči, da sem nervozen, no. Me pa zanima, kaj me čaka. Roče. A za lokacijo sem povedal, kje smo. Veš, kje je ta stol? Olimpijski park v Münchnu. Vidiš bajto od BMW-ja? A če kakšna gužva te zanima? Olej, kva sem dobil? Liziko. Stari. Škoda, grem jaz čim bolj spred, da sem kaj videl. Več kar češ, ne? Ampak tale zadeva, koliko je to? 10, 20, 30, 40 metrov? Tretja vrsta. So far, so good. Mi zdi, da kar obljubljajo, ne? Zdaj pa da vidimo, kaj so pa zares pripravili. Welcome, Mr. Richard Yu, CEO of Huawei Consumer Business Group. Smartphone chipset, SoC chipset. We have AI processor inside. No, tako predstavitve konc, in ker znajo biti te stvari zelo dolge in včasih tudi pikico dolgočasne, sem highlighte združil v ene par kratkih kadrih, in če koga zanima bolj podrobno, daj stisnem pauzo pa si preberi. And we increase the thickness. And then that's full color. So color 30% improvement. That made not work. Thank you. The phone and also the motion. So it requires sometimes in the evening or in night shot reading generation AI. Ta pa vrsta pa gužva. Volka, stari. Gledajte stran, jaz vidite enega, da se greb. Ta prva stvar, ki jo lahko ugotovim v primerjavi s predhodnikom, ta tisk, ki sem ga jaz do zdaj uporabljal, je to, da je telefon bolj prijetno v roko za prijeti. Da so robovi, so bolj zaobljeni. Ne samo to, še tudi ta cel zadnji del je, se mi zdi, da ni čisto raven, da je malo bolj, veš kaj hočem reči? Zdaj ocenjevati hitrost pa učinkovitost, to pa na takšen način, v taki gužvi, to ne gre. Veš, ko bo tega gledal, posluša. No, to je pa bil dober, pa tak dost nazoren prikaz, koliko dober quality je pri low lightu, pa še pri dodatnem zoomu. Drugače pa tako, vse, kar sem pokazal, sliši se fajn, je pa to teorija. Jaz ko mi čakam, da telefon dobim v roko, gledam se približno ne zavedam, kdaj se bo to zgodilo, upam, da čim prej, pa da pa preizkusim. A je baterija res toliko zmogljiva, a je taka razlika pri fotografiranju, zato ker zna telefon spraviti blendo dol na 1.6, kar jim gre največ med vsemi pametnimi telefoni. Drugo sem rekel, veliko obljublja, hvalil ga pa pretirano ne bom, zato ker, ne, teorija, praksa, bomo videli. Kar se pa baterije tiče, ne, Huawei je tukaj zelo samozavest, pravi, da bo hardcore uporabnik lahko ta telefon polnil samo enkrat na dan, oziroma da bo zdržal cel dan. Ne vem, bomo videli. Običajni uporabniki ne bi pa z njim zdržali tudi do 2 dni. To me pa res zanima.